Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v predzadnjem tednu v avgustu in času, ko se že pripravljamo na novo šolsko leto. Končujejo pa se tudi počitnice in dopusti. Za ljubitelje glasbe pa še starobistriški večeri kulture, najprej s Petro in Sergejem Ruprechtom iz šole petja Orfeus. Zadnji dan v avgustu pa ansambel Igor in Zlati zvoki. V začetku septembra prihajajo 21. podobe bistriških domačij, ki bodo tokrat na ogled v Bistriškem gradu. V informativni oddaji tega tedna pa o slavju prostovoljnega gasilskega društva Slovenska Bistrica, o pomembnejših dogodkih v septembru in monokomediji izpod peresa Draga Čoža. Prijazno vabljeni k ogledu. Slovenjebistriški prostovoljni gasilci slavnostno parado in krstom novih vozil ter veselico obeležili 20 let razširjenega delovanja. Na novinarski konferenci, ki jo je organiziral Razvojno-informacijski center iz Slovenske Bistrice, predstavili pomembnejše dogodke v občini v septembru s poudarkom na izvedbi podob bistriških domačij. Satirično gledališče Uščip teater iz Slovenske Bistrice pripravlja nov gledališki projekt avtorja Draga Čoža v izvedbi Dejana Kalana. Vedno več voznikov brez vozniškega izpita in pod vplivom alkohola. Nogometaši Slovenske Bistrice so se pomerili z ekipo iz Vidma in žal izgubili. V rubriki Lokalne novice o praznovanju gasilcev, pomembnih dogodkih v septembru in novi gledališki predstavi Slovenjebistriškega Uščip teatra. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica je eno izmed 10 najstarejših gasilskih društev v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1872. Društvo že 20 let ne opravlja samo nalog gašenja in reševanja, ampak tudi posreduje v prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi. Takšnih gasilskih enot širšega pomena je skupaj s poklicnimi v državi 47. Obletnico so obeležili v soboto, 19. avgusta, na prireditvenem prostoru na Partizanski ulici z blagoslovom 2 novih vozil, ki so ju začeli uporabljati marca letos. Gre za vozili MAN GVC 1625 in GVC 2450. Namenjeni sta posredovanju pri prometnih nesrečah in za gašenje požarov. Skupaj z opremo sta vredni približno 550 000 evrov. Dogajanje pred Grajskim parkom so začeli s parado. Sledila pa sta blagoslov vozil in veselica z ansamblom SOS Kvintet. Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica je v sredo 23. avgusta na zunanjem dvorišču Bistriškega gradu izvedel novinarsko konferenco, na kateri so predstavili nekatere prireditve in dogodke, ki bodo potekali v mesecu septembru. Uvodoma so povedali nekaj več o letošnji že 21. prireditvi podobe bistriških domačij, ki bo 8. in 9. septembra v Bistriškem gradu. Novosti in poudarke prireditve je predstavila predsednica organizacijskega odbora Monika Kirbiš-Rojs. 21. podobe bistriških domačij v petek 8. in pa v soboto 9. septembra. Petek, jaz rečem, da je namenjen bolj strokovni javnosti ali pa imamo več protokolarnih dogodkov, medtem ko sama sobota pa je potem namenjena širši javnosti. V petek tisti glavni dogodki, ki se bodo odvijali, bo že kar zjutraj ob 9. uri slovesno odprtje prireditve. Vzporedno s tem bo potekala tudi razstava nagrajenih kruhov in pa potic v Grajski vinoteki in pa razstava Centra domače in pa umetnostne obrti. To je bogata zakladnica rokodelske ustvarjalnosti. Potem ob 10. uri bomo nadaljevali z okroglo mizo in sicer na temo podjetništva na podeželju. To smo si letos zamislili, ker je tema izredno aktualna, namreč v Slovenski Bistrici imamo, kot vsi veste, potenciale, imamo dobro vino, odlično kulinariko, odlične obrtnike. Zdaj pa umetnost je, kako vse to povezati med seboj oziroma kako mogoče tudi boljše tržiti. Pa tudi zanima nas, kje so tiste ovire, ki ljudem včasih delo tudi onemogočajo. Zaradi tega smo si kot sogovornike zamislili dr. Janeza Bogotaja,
dr. Aleša Gačnika, potem državno sekretarko iz Ministrstva za šolstvo, dr. Andrejo Barle Lakota, gospoda Alojza Bučka iz Obrtne zbornice, ki je sodeloval pri pripravi zakona o vajeništvu, o katerem bomo tudi kaj rekli, gospo Ljubico Zgonec Zorko, kot našo strokovnjakinjo, vodilno rokodelko, ter župana dr. Ivana Žagarja. Potem prvič bo v taki obliki na Podobah potekal tudi rokodelski praznik v Slovenski Bistrici, tam nekje med 9. in pa med 14. uro, s tem, da bodo obrtniki potem svoje izdelke ponujali tudi še zvečer, ko bomo vse skupaj zaključili z vinsko-kulinaričnim dogodkom. Z nami bodo v bistvu vsi rokodelski centri oziroma rokodelski centri iz vse Slovenije, več o tem bo pa potem v nadaljevanju gospa Ljubica povedala. Mi smo tudi veseli, da smo to letos uspeli združiti z Podobami, da to ni ločen dogodek. Kot rečeno, zvečer bo na Grajskem dvorišču vinsko-kulinarični dogodek z izjemno bogato ponudbo ter z skupino Prifarski muzikanti. Dogajanje bo pestro, organizirane bodo tudi vodene degustacije vina in pa še marsikaj zanimivega. Tako da to je petek. V soboto se bo vse skupaj začelo zjutraj ob 9. Organizirane bodo spet razstave, potem grajska tržnica bo delovala kot vsako soboto, prikazane obrti, običaji, nastopi ljudskih pevcev, godcev. Obiskala nas bo pa tudi Miška Frida, ki bo imela delavnice z otroki. Ob 14. uri bo potekalo medobčinsko srečanje turističnih društev z igrami, vse skupaj pa bomo potem zaključili ob 16. uri, ko bomo kot vedno tudi podelili nagrade nagrajenim kruhom in poticam ter turističnim društvom. Hkrati s tem bodo tudi v okolici potekali spremljevalni dogodki, več o delavnicah in teh dogodkih bo povedala moja sodelavka Slavka. Bi pa izpostavila dan odprtih vrat v Čebelarskem centru Slovenska Bistrica in pa dan odprtih vrat AMK Klasik tudi z razstavo starodobnikov. Tako da to je toliko na kratko, to so letošnje Podobe. V naslednjem letu nas potem čaka živinorejska razstava. Še za naslednja leta smo pa potem vse skupaj nastavili tudi v obliki projekta, ki smo ga skupaj tudi vsi sodelujoči prijavili na las in je bil tudi izbran, tako da se nam potem tudi obetajo nadgradnje Podob bistriških domačij. Organizatorji so na novinarski konferenci napovedali tudi krajevna praznika na Člešnjevcu in Pragerskem, 6. rojstni dan Miške Fride, teden mobilnosti, projekt Ljudske univerze Slovenska Bistrica Ljudska gre na zeleno in akcijo ocenjevanja okolja Zlata vrtnica. Drago Čoš pa je predstavil nov gledališki projekt v Ščip teatra, monokomedijo Maršu 300 narodnih. Desert je vedno na koncu, ne? Satirično gledališče v Ščip teater pripravlja nov gledališki avtorski projekt z pomenljivim naslovom Marš v 300 narodnih. Poudarek je na avtorski, mi namreč ne preigravamo tujih besedil, ne? Pridelamo vse na svojem in pa svoje. Se pravi, da gre za neke vrste neoporečno oziroma oporečno bio predstavo. Sicer pa je ta predstava satirična parodija na aktualna družbena dogajanja, pojave, dogodke, osebnosti. Traja približno 70 minut oziroma bo trajala, se pravi uro pa 10 minut. Posebno dražčarji pa dajejo slovenski narodni napevi. 26 jih je z približno 60 kiticami, jasno v satirični preobleki. Naj kot zanimivost povem, da sem vseh teh 60 kitic napisal, pa jih niti 5 ne znam na pamet. Dejan se bo naučil na pamet in a cappella odpel vseh 60. Zakaj a cappella? Preprosto zato, ker ko Slovenec pride bodisi za šank, bodisi v Gorco, začne prepevati in zato ne potrebuje niti inštrumentov, ampak zgolj kak kozarček rujnega. Zdaj, Dejan bo nastopil tudi za to priložnost posebej prirejeni narodni noši. Zgornji del bo slovenski oziroma narodni, spodnji del bo pa malo manj narodni, se pravi trenirke pa teniske.
Zdaj, premiera in pa repriza nekako se načrtujeta za konec septembra, ne želimo fiksirati, da se ne bi zgodilo kaj nepredvidenega, in sicer bosta v prenovljeni dvorani DPD Svoboda. Na roko nam gre tudi timing, namreč v naslednjem letu dni nas čakajo kar trojne volitve in pa živinorejska razstava. Ne gre v kontekst, ne? Seveda prijazno vabljeni, karte bojo pa na voljo, mislim, da na Tico, ne? Resnično prijazno vabljeni. Jaz bom še tole povedal, da mi smo zdaj šli v nek, bom rekel, gledališki eksperiment, namreč po dveh satiričnih kabarejih skoraj države iz leta 4 in pa v gledalih iz leta 12, ki sta skupaj doživela 95 ponovitev, ne? Gremo pa zdaj v en povsem nov projekt, poskus, bomo videli, ali bo, kot bi rekel Peterle, ali bojo vile, ali bo lopata. Hvala lepa, pa prijazno vabljeni. Satirično gledališče Uščip teater iz Slovenske Bistrice pripravlja nov gledališki avtorski projekt. Po uspešni satirično-glasbeni komediji Ogledala, ki je doživela 50 uprizoritev, bodo v kratkem na oder postavili monokomedijo Marš v 3 stonarodnih. Predstava je parodija na aktualna družbena dogajanja, pojave in osebnosti. Posebno draž dajejo komediji napevi slovenskih narodnih v satirični preobleki, približno 60 kitic a capella. V predstavi nastopa stari znanec bistriških odrov Dejan Kalan. Avtor teksta je tudi tokrat Drago Čoš. Premierna uprizoritev bo konec septembra v DPD Svoboda Slovenska Bistrica. Kako so že včasih imenovali partizane? Raztrganci, no, zgodovina se ponavlja, prava farsa, ne? Gospodje, pa kdaj boste že končno nekaj naredili za to našo vojsko? Mislim, gospodje na Rdečem križu in Karitasu. Še ena ljudska. Bataljon po cesti gre, ratatatam, pa moj pubec zraven je, ratatatam, pa moj fantice zmed vseh spozna, eno veliko luknjo v škornju ima. Pa moj fantice zmed vseh spozna, eno veliko luknjo v škornju ima. Srajca je raztrgana, ratatatam, gumba ni nobenega. Pa povejmo na glas, treba iti bo na Karitas. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete je bilo zabeleženih 6 kaznivih dejanj, od tega 2 lahki telesni poškodbi, 2 poškodovanji tuje stvari, 1 goljufija in prikazovanje, izdelava ter posredovanje pornografskega gradiva. Šentovec. Neznani storilec je poskušal na silo odpreti vrata stanovanjske hiše ter s tem dejanjem lastnika oškodoval za 150 evrov. Pragersko. Iz stanovanjske hiše, kjer je sedež podjetja, je neznani storilec ukradel poštni nabiralnik. Zgornja Ložnica. Oškodovanec je znani osebi posodil večjo vsoto denarja za obnovo stanovanjske hiše, ta pa mu denarja noče vrniti. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 16 prometnih nesreč, napisali 29 plačilnih nalogov, izdali 4 obdolžilne predloge, odvzeli 4 vozniška dovoljenja ter zasegli 3 motorna vozila. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat. Nogometaši Keti Emi Bistrice so s porazom začeli prvenstvo v 3. slovenski ligi Sever.
V soboto, 19. avgusta, so v športnem parku v Slovenski Bistrici v tekmi prvega kroga izgubili proti Vidmu z 1:2. Bistričani so povedli v 12. minuti z golom Aljaža Polegeka. Že 6 minut kasneje je izenačil Sebastian Krajnc, ki je zadel iz prostega strela. Zmagoviti zadetek za goste je v 75. minuti dosegel Dominik Božak. Za oceno tekme smo povprašali trenerja Bistrice Alojza Friclja. Slab začetek, bi rekel temu, upam, da bo dober konec. Fantje imajo željo, imajo voljo, pokazali so borbenost, vendar izkušenj še ni dovolj, še bomo mogli dosti trenirati, da bo tudi več moči, ker v duelih, kot pravite, smo bili preslabi in zaradi tega smo na koncu tudi izgubili. Izgubili smo sicer 2:1 po naši napaki obrambnega igralca, najbolj izkušenega, ki smo ga pripeljali, vendar tudi to se zgodi. Vsakdo lahko naredi napake in upam, da v naslednjih krogih to popravili, da bomo bolj agresivni, da bomo bolj igrali kolektivno, bolj nogomet, kot jaz hočem, in upam na boljši rezultat. Vemo namreč, da je konkurenca v 3. slovenski ligi izjemna. Torej, rekli ste, da bo marsikaj potrebno še popraviti, pa vendarle, kakšna so vaša osebna pričakovanja in cilji? Ja, moji cilji so, da ostanemo v ligi, vemo, da se bo liga zmanjšala, moramo biti najmanj 9., 8., 9. in cilji so, da se ostane prvo leto v ligi in da se pripelje še potem kakega igralca talenta iz okoliša tukaj v Bistrici in seveda, da potem postane Bistrica stalen 3. ligaš in potem kasneje vidimo, kako bomo naprej. Veseli pa dejstvo, da je bilo danes vzdušje pravo nogometno, podpirali so vas tudi navijači. Je super, nisem pričakoval, da bodo tudi navijači se zbrali, se pravi, Bistrica postaja nogometno mesto in si zasluži nekega stabilnega 3. ligaša, kar upam, da bomo mi tudi poskrbeli. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, ljubitelje dobrega petja in glasbe pa v nadaljevanju vabimo k poslušanju nastopa učenk in učencev šole petja Orfeus iz Slovenske Bistrice, ki smo ga posneli v sklopu koncerta pevke Nine Pušlar 10. junija letos. Veliko glasbenih užitkov in lep ter varen konec tedna vam želimo. Pa srečno!